Kot rečeno, z nami je ekipa. Vabim k sebi Bernarda Rebernika igralec v vlogi motorista. Eneja Sajko v vlogi motoristke Unine rešiteljice. Zoran Mihajlović iz ekipe postprodukcije slike. Zoran. Sven Pepeonik, direktor fotografije. Ida Weiss, slovenska koproducentka filma. Ste videli opise poklicev filmskih, ne? A ste opazili, da je pri nekomu pisal kraljica filma? Producentka filma Darja Kolenović-Gudan. In oba režiserja, Dražen Žarković in Marina Andrej Škop. Izvolite. Ja. In eden od dveh glavnih junakov, robot Dodo. Iskrene čestitke celotni ekipi. Čestitke tudi Svenu za nagrado za najboljšo fotografijo na festivalu v Puli. In čestitke lani glavni igralki. Boste predali čestitke, lepo prosim. Otroci v filmih za otroke redko tako zelo dobro igrajo, tako da res čestitke. Pa bi mogoče za začetek prosili našo ekipo, da vam povejo na kratko, čisto na kratko, kakšna je bila njihova vloga v filmu, kaj v bistvu njihov filmski poklic sploh je. Dober dan, lep pozdrav. Jaz sem igral glavnega motorista. Bilo me je ful strah, ker je bila mlada igralka tako dobra, da sem samo gledal pač wow. Ne res pač mlada igralka, mislim, da sploh danes so otroci, če jih vidimo v tako dobri vlogi, res nekaj posebnega in mislim, da je pač to danes dokazala, tako da super, en aplavz. Ja, zdravo, jaz sem igrala glavno motoristico, torej jaz sem bila tista še ena punca v ekipi zraven, ki je pomagala Uni detka spraviti nazaj oziroma to menjavo uspeti narediti, da je lahko se mama nazaj zbudila in pomagala, ker so jo ti motoristi pač hecali. In mene je bilo enako kot Bernarda ful strah, ker je Lana res ful dobro igrala, pa zato, ker sem morala govoriti v narečju, ki ga sicer ne znam govoriti. Ja, mi smo pač to postprodukcija, mi smo se ukvarjali z barvanjem slike in ta slika izgleda tako, kot ste videli. In v bistvu ta film je prišel. Ja, pač postprodukcija, se pravi, barvali smo sliko in te barve izgledajo tako, kjer smo pač, to smo delali. No, mogoče lahko razložimo, da je postprodukcija vse, kar se zgodi potem, ko film posnamaš, a ne? Bolj ali manj. In to je skoraj pol filma nastane tam. Ja, ta film je tako karakterističen film zaradi postprodukcije, zato ker je bila ogromna postprodukcija. To je science fiction film z veliko dela po snemanju. Jaz sem drugače Sven, direktor fotografije.
na tem filmu. Seveda nisem direktor, ki sedi v pisarni, to prihaja iz angleškega jezika, director photography, ki pomeni režiser slike, recimo v direktnem prevodu. Se pravi, zadolžen sem za vizualno identiteto tega filma. Evo. Obe producentki, producentka, kaj dela producent Ida? Producent, zdaj pa če v tem primeru sem bila koproducentka, kar pomeni, da sem prišla malo kasneje k projektu. Darja kot glavna producentka je pa absolutna šefica filma, ker ima ves denar v roki, ker ga mora zbrati naokoli, doma ga mora zbrati, na Hrvaškem v tem primeru. In potem k projektu povabi partnerje, kot sem jaz in še ostalih 6, 8 iz različnih evropskih držav, ki smo vsi potem iskali ta denar v svojih državah, da smo potem zbrali skupaj toliko, koliko je pač ta film rabil, da se je naredil. Kraljica filma in jaz kot pomagač. Ja ću na hrvatskom. Meni je bilo divno raditi Didu, skupili smo puno prijatelja, sa koproducentkom smo radili prije i radit ćemo još dječjih filmova, jer volimo raditi zajedno, mislimo da je prijateljstvo važno, što smo pokazali kroz ovaj film i što mi živimo u našim životima. Hvala vam. Evo. Darja pravi, da je bilo zelo prijetno delati ta film, da je bilo tudi zelo prijetno delati z Ido, da ste že kdaj prej skupaj delali in še boste in da je fajn, če smo skupaj in prijetno delamo in smo prijatelji. Ja. Ja sam Marina, ja sam jedna od dvoje režisera ovog filma. Konkretno na ovom filmu ja sam jako puno radila sa lanom glumačke probe. A glumačke probe znači da neko na film ne dođe tek tako s ulice, nego smo mi prije snimanja radili 5 mjeseci probe svake scene. Ona je cijeli film znala napamet. To je bio moj zadatak. A kad smo snimili film, onda sam ga montirala. A to je ovo što je pisalo na špici, krojačica filmske priče. Marina pravi, da ste si kot dva režiserja delo razdelila tako, da je imela ona pravzaprav na skrbi igralce, največ je delala z glavno igralko Lano in to kar 5 mesecev vaj je bilo potrebnih. Potem je pa sodelovala še pri montaži filma. Ja. Ja sam dakle uz Marinu drugi redatelj, režiser, Dražen. Ovo je jedan jako zahtjevan film bio za snimiti, odglumiti i za producirati. I nas dvoje smo zapravo, obično filmovi imaju po jednog režisera, ali nas smo eto zbog te zahtjevnosti ovdje bili dvoje i podijelili svoje funkcije. U svakom trenutku kada ovdje na ovom platnu vidite robota ili Lanu, odnosno Unu u kadru, ima iza kamere bar jedno 40-50 ljudi koje netko treba sve uskladiti i da bi to doživjeli nekakav jedinstveni doživljaj ovog filma i posao režisera je zapravo da uskladi, da dirigira kao dirigent svim tim različitim energijama i talentima da bi dobili ovako jedan jedinstven film kao što je ovaj naš. Torej, Dražen je drugi režiser in pravi, da je bil ta film zelo zahteven za posnet, da pravzaprav za kamero, torej ne tam, kjer imamo set in igralce, ampak od zadaj vse, kar ne vidimo, je hkrati sodelovali tudi po 40-50 ljudi in je bil zahteven za posnet, je bil zahteven za zmontirati v postprodukciji, vsak od teh korakov je bil zahteven in še dobro, da sta bila dva režiserja. Ja. Bom začela s prvim vprašanjem. Dražen, če nam lahko prosim predstaviš tega robota. Evo, ovo je dakle pravi robot Dodo koji je glumio u ovom našem filmu. Pravi robot, torej?
On trenutno nema svoje baterije, morali smo mu ih izvaditi, baterije su se potrošile, tako da ne može se više kretati sam, ali je u filmu zaista glumio, imao je još 3 svoja zamjenika, backupa koji su isti ovakvi, za slučaj da se nešto pokvari. Koliko njih? 4 su bila, sve skup. I on je zapravo pravi robot koji se mogao voziti na kotačima, micati svoju glavu, ruke i sve, ali njegove oči su zapravo napravljene u kompjuteru poslije, nakon što mu je jedan glumac dao svoj glas. Dakle, No, pa bom začetek to povedala na kratko. Torej, to je robot, ki se resnično premika na baterije, glava, roke, kolesa in ima tudi dvojnike. A ne? Če bi se slučajno na snemanju pokvaril, verjetno zato ne, ima 4 dvojnike, tale robot. Potem so mu pa v postprodukciji, torej po snemanju, dodali še animirane očke. Torej, oči, ki jih vidite v filmu, so v bistvu animacije, so narejene v računalniku in pa igralec mu je posodil glas. I bile su sve zajedno 3 čovjeka, 3 lutkara koji su imali na daljinske upravljače, nešto što izgleda kao kontroler od PlayStationa i oni su zapravo bili iza kamere i upravljali sa Dodom po našim upustvima od Marine i mene i Lana je zapravo razgovarala sa Dodom, a glas od robota je zapravo dodan kasnije opet u postprodukciji i konačni rezultat je ovo što ste vidjeli. Torej, Dodo je dejansko nastopil v filmu, Lana ga je lahko videla medtem, ko je igrala, čeprav ni imel glasu, ker glas so posneli kasneje, upravljali so ga pa 3, tako kot da bi bil nek PlayStation, so imeli daljinske upravljavce in so ga vodili za kamero. Torej, 3 od 40 so skrbeli za to, da se je ta robotek premikal. Marina, bi nam lahko, bom dala potem besedo vam, dragi otroci in starši, ampak še eno kratko vprašanje. A bi nam lahko predstavila Lano? Kakšna je glavna igralka Lana? Koliko je danes stara? Koliko je bila stara v filmu? Kaj rada počne? Lana danas ima 13 godina, u filmu je imala 10. 10 let je bila stara, ko je igrala, danes jih ima pa že 13. Ja. Ona je profesionalna plesačica. Plesavka. Hip-hop, jazz dance. I ima zlatne medalje na svjetskim prvenstvima. Wow, Znači, zlate super medalje je. dobiva na svetovnih prvenstvih. Ste slišali to? I pobjedila je na audiciji između, ne znam koliko je bilo, barem 50 djevojčica koje su došle na audiciju. 50. 50, da. 50 deklic se je prijavilo na audicijo in Lana je bila zbrana. I sa Lanom smo radili te glumačke probe prije snimanja 5 mjeseci. Bila je Lana i bio je glumac koji je davao glas Dodi, Ozren Grabarić. I njih dvoje su stvorili te scene u jednoj običnoj prostoriji i radili smo scenu po scenu. Ozren je držao nekakvo stiroporno jaje koje je glumilo Dodu i davao mu glas. I stvorio je taj čovjek koji je davao glas, kasnije glumac. I on je zapravo kreirao lik Dode, njegovu dušu, tako bi se reklo. Nakon tih 5 mjeseci probe, Lana je na set došla takva da je znala cijeli scenarij na pamet, uopće nije scenarij nosila sa sobom, sve je imala u glavi, doživjela je svaku scenu puno puta prije toga i super je odradila svoj posao. Torej, Lana se je z igralcem, ki je posodil glas robotu, dobivala 5 mesecev v eni taki čist navadni sobi, brez vsega, kjer sta šla čez vse scene, čez vse prizore in sta vadila, dokler ni Lana čisto osvojila ta lik une, a ne, in potem dejansko na snemanju ni rabila niti scenarija, ne, scenarij je tako, knjiga, kjer so napisani dialogi in ni rabila nič brati, nič se na pamet učiti, čist je že razumela, kdo je una in je to super odigrala. I Lana nije išla mjesec dana u školu dok je snimala film i onda je morala nadoknaditi svo gradivo sve i prošla je sa odličnim tu godinu. In en mesec šole je spustila, ker je snemala. Dober, ne? Ha? Je, ne? Dober razlog, da nisi v šoli. In zihar se je veliko naučila s tem, ker ni šla v šolo za en mesec. No, ampak je mogla nadoknaditi, ker učiteljce ne pogledajo skozi prste niti igralkam, tako da, ampak je izdelala leto odlično. Zdaj ste pa na vrsti vi, tukaj je Ambrož, tudi gor na balkonu imamo en mikrofon in vas vabim, da postavite kakšno vprašanje. Aha,
Mila, izvoli mikrofon. Je res porinila Lana tisto punco kot njeno prijateljico? Ne, to se zove filmski šamar. To je šamar koji je lažni šamar. Trik, ali kako naj prevedem šamar? Šamar, Ja, to je filmska klofuta. Filmska klofuta je lažna klofuta. Tako. Možemo pokazati nas dvije filmski A šamar. hočete videti, kako izgleda? 3, 4 sad. Moraš glavu. 3, 4 sad. A nije bio. Mila, ti si postavila prvo vprašanje, ti si zapomnila, da je tvoja številka 1. Okay? Bom pol povedala, kaj to pomeni. Zdaj si pa ti na vrsti. Mene pa zanima, kako ste naredili tisto, da je bila kot eksplozija. Ja, eksplozije, pač to so na računalniku se pač dela, zriše se ta eksplozija, pač v času se naredi, da to izgleda čim bolj pač uverljivo in se pač skupaj z režiserima se pač to da v film, ja, da izgleda tako, kot je. A imamo kakšno vprašanje na balkonu mogoče? Ja, ok, izvolite na balkonu še enega. Bomo tako, 2-1, 2-1, da bomo fair. Mene pa zanima, kako ste naredili to z vesoljem pa vse. Vesolje, kako ste naredili vesolje? Ko je padlo dol. Ja, to je isto animacija, isto je z računalnikom delano in pač umeščeno v film. Ti imaš številko 2, ok, in ti na balkonu imaš številko 3. Zdaj bomo pa še od zadaj kakšno vprašanje sprejeli. Izvoli. A so bili res oni trije otroci, bratje pa sestre? So bili res bratje in sestre, tisti 3 otroci? Ne. Niso bili brati in sestre, so se mogli delati, da so brati in sestre. Ok, to je bilo 4. vprašanje, ne? Se pravi, to je bila zdaj 4. Ok, zdaj bomo tukaj vzeli še 5. vprašanje, izvoli. V katerem mestu so snimali ta film? V katerem mestu so snemali film? Na večjih krajih se je film snemal, se je pa med drugim snemal tudi v Brežicah, pri nas v Sloveniji. 6. vprašanje na balkonu. Mene pa zanima, kako, kdo je predstavljal deklico, ki je bila v filmu. Potreba pa ponoviti, a lahko mogoče bileterka pomaga ponoviti vprašanje? Zanimalo je, kdo predstavlja deklico, ki igra v filmu. Kdo predstavlja deklico, ki igra v filmu? Deklica se kliče, v resničnem življenju se kliče Lana, na filmu se kliče pa Una. Ok, torej ti na balkonu imaš številko 6, ti imaš številko 5, ja, ok. 7. vprašanje. A one robote, one te zlobne, so tudi igrali pač oni na daljince, pač so upravljali. Ne. To so bili pa tudi v računalniku narejeni roboti. Ok, 8. na balkonu mogoče? Ja. Mene pa zanima, koliko je bil star Sven pri snemanju? 15 let je bil star. In še 9. vprašanje. Pa ni zares vozil tistega kombija. Torej, to je bilo 8. Ja, ok. In zdaj 9. vprašanje, izvoli. Jaz sem že ga imel. Aha, Ambrož boš ti vzel, dej. A je res imel modre oči? Kdo?
Dida. Pa pol mami. Ne, te lepe plave oči so mu dodali v računalniku potem v postprodukciji. Pa mami tudi. Pa mami tudi, ja, pa detku tudi, ja. Vsi so dobili plave oči kasneje. No, torej prvih 9 otrok, ki se je opogumal, a je težko mikrofon kaj vprašati? Ni lahko, ne? Boste dobili nagrado. Ja. Tako da pol, ko bomo šli ven, boste prišli semle k Ambrožu, pa vam bo razdelil nagrade. Gor piše številka od 1 do 9. Nismo hoteli imeti žrebanja, pa tudi kviza, ne? In smo se odločili, da bomo podelili nagrade za pogum. Tako. Še 2 vprašanji bomo vzeli, eno v parterju, eno na balkonu, potem se gremo pa sladkat s palačinkami. Vsi otroci, ki niste prišli na vrsto, da bi postavili vprašanje, ekipa se gre tudi sladkat s palačinkami. A imate radi palačinke? Ja. Tako da jih pocukite za rokav, pa jih tam vprašite. Ambrož, še eno vprašanje. V katerem mesecu je bil posnet film? V katerem letnem času? V jeseni, oktobra pred 2 leti. Okay. Pa še na balkonu. Kako ste naredili ta glas, ki so ga imeli roboti, da je tako čudno zvenel? Tudi tako, kot se slika v postprodukciji, doda, spremeni in z njo naredi marsikaj čudežnega, tako se tudi z zvokom da marsikaj narediti v postprodukciji. In ena od teh stvari je bil tudi tale glas, da so ga mojstri zvoka spustili čez svoje mašince in ga malo obdelali. Je pa drugače, otroci na spletni strani dedizmarsa.si, črtica filmi ne padajo z Marsa, je polno kratkih videofilmčkov iz snemanja filma, kjer boste izvedeli marsikaj zanimivega, kaj so kaskaderji, kako so se kakšne scene snemale in tako dalje. Torej, filmi ne padajo z Marsa.si. Dedizmarsa.si je glavna stran, podstran je pa filmi ne padajo z Marsa in tam je marsikaj zanimivega še za pogledati. O filmskih trikih, o Lani, Lana vas bo vodila čez veliko enih kratkih videov, tako da res priporočamo. Najlepša hvala občinstvu in hvala ekipi za vaš obisk in hvala slovenskemu koproducentu Senca Film, ki časti palačinke. Gremo.